eno temeljnih del slovenske povojne proze, največji roman slovenskega zdomstva, eden prvih modernih slovenskih romanesknih tekstov, prvi slovenski eksistencialistični roman. Roman, za katerega je pisatelj leta 1993 prejel nagrado Prešernovega sklada. Človek na obeh straneh stene je pravkar izšel pri celjski Mohorjevi družbi tretji Mohorjev in šesti natis romana akademika Zorka Simčiča, tudi častnega člana celjske Mohorjeve družbe. Z njim se poklanjamo tudi pisateljevemu častitljivemu jubileju, 100. rojstnemu dnevu. Danes bi morali knjigi in avtorjevemu življenju in delu skupaj nazdraviti v Mohorjevi knjigarni v Ljubljani, pa so nas zdravstvene razmere ločile na različne strani sten in mest. A pisatelj je v minulem stoletju pač že doživel težja obdobja, zato nam je tudi tokrat iznajdljivo spregovoril nadaljavo. Akademik Zorko Simčič je pisatelj, publicist, dramatik in esejist, sin begunskih staršev iz Goriških Brd, rojen v Mariboru, sam begunec, ki ga je domovina izvrgla in o njegovem delu predolgo molčala. Maribor je zapustil ob začetku vojne 1941, misleč, da odhaja za 2 dni. Vrnil se je šele po 52 letih. V argentinskem egzilu je v Buenos Airesu v letih med 1948 in 1994 deloval kot eden najvidnejših literatov slovenske povojne emigracije. Pri Slovenski kulturni akciji je bil vodja literarnega odseka in organizator kulturnega življenja, 12 let tudi urednik revije Meddobje. Po osamosvojitvi Slovenije se je z družino leta 1994 vrnil v domovino. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2013 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo in bogat literarni opus, letos pa državno odlikovanje Srebrni red za zasluge Republike Slovenije. Pri celjski Mohorjevi družbi je izšlo 8 njegovih del. 1993 zbirka Odhojene stopinje. Drama za otroke družina Zebedej, kjer vsi polni so idej v letu 1996. Roman Človek na obeh straneh stene, prvič 1999 s ponatisom 2003 in letošnjo izdajo. Zbirka pesmi Srček, ki podi telešček 2004. Izbor proze, esejev in člankov skozi razpetosti 2006, izbor besedil Črni tekač, prav tako 2006, in pa drami Zgodaj dopolnjena mladost 2011 in tako dolgi mesec avgust 2016 leta. O opusu Zorka Simčiča je spregovoril tudi literarni zgodovinar dr. Matevž Kos. Pisateljski opus Zorka Simčiča je bogat in raznovrsten, sega namreč v različne literarne zvrsti in žanre. Kot bralca sta se me sicer najbolj dotaknila njegova romana Človek na obeh straneh stene in pa Poslednji 10 bratje. Oba sta gotovo vrhunec njegovega pisateljevanja. Ob tem bi omenil še Simčičevo dramo Zgodaj dopolnjena mladost, potem v knjižni obliki objavljeno korespondenco s pisateljem Stankom Majcnom in pa zadnje pisateljevo delo Dohojene stopinje, knjigo pogovorov z literarnim zgodovinarjem Francetom Pibernikom. A če gledamo Simčičev opus kot celoto, ima posebno težo v njem ravno njegov roman Človek na obeh straneh stene. O tem po svoje govori kar nekaj ponatisov tega romana in tudi mesto, ki ga ima v razvoju moderne slovenske proze. Nekateri literarni zgodovinarji o Človeku na obeh straneh stene govorijo celo kot o prvem slovenskem eksistencialističnem romanu. No, mislim pa, da so bolj kot te splošne sodbe pomembne tiste ugotovitve, ki potrjujejo tezo, da roman Zorka Simčiča Človek na obeh straneh stene še danes nekako, če lahko tako rečem, preseneča svojo modernostjo ali pa, če hočete, svojo aktualnostjo. Gre torej za živo literaturo, ki lahko računa na naklonjen sprejem tudi pri, recimo, da tistih bralcih, ki so se rodili na koncu 20. stoletja ali še pozneje.
Roman Človek na obeh straneh stene je pisatelj napisal leta 1955 za leposlovni natečaj Slovenske kulturne akcije. V knjižni obliki je izšel v Buenos Airesu leta 1957, v Sloveniji pa prvič leta 1991 pri založništvu Slovenske knjige. Po pisateljevi vrnitvi v domovino je roman natisnila Celjska Mohorjeva družba v letih 1999 in 2003. 2004. Pa je izšel v zbirki Slovenska zgodba Državne založbe Slovenije. Človek na obeh straneh stene ob avtorjevi stoletnici pri nas stopa v prenovljeni podobi, a še enako svež in aktualen kot pred 64 leti. In kaj je bilo tisto, kar je pisatelja vodilo v želji po novem natisu? Spoštovani, že pred nekaj meseci mi je gospa dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, založbe, ki prav letos praznuje 170-letnico, sporočila, da bi mi založba ob priliki bližajoče se moje 100-letnice natisnila kakšno moje delo. In že kar nekaj let je v meni tlela želja, da bi človeka na obeh straneh stene, ki je šel pred 65 leti, pregledal, kritično pregledal. Da bi se dotaknil bistva besedila, jezikovno prečistil in kdaj tudi stilistično popravil. Zakaj sem si tako srčno želel, da bi prav to moje delo bilo pregledano in jezikovno in stilistično popravljeno? Ker sem že pred leti, ko sem razmišljal o ponatisu tega romana, ob branju besedil našel vrsto nejasnosti, dvoumnosti, vse, kar bralcu otežkoči branje ali pa ga celo zavede. Nujno je bilo torej treba tu pa tam kakšno besedo zavreči, tu pa tam kakšno besedo dodati ali pa kakšno besedo zamenjati s sinonimom, ki pa je junakovo misel točneje definiral. Drugi namen je bil, da bi notranji monolog, ki je tipičen za to delo, poenotil. Na nekaterih mestih sem torej junakov direktni govor ali pa njegovo misel je mislil zamenjal z ležečim tiskom, ki pomeni notranji monolog, pomislek proti temu, kar mu je prišlo na misel, celo očitek samemu sebi. Literatura Zorka Simčiča je zaznamovana z osebno izkušnjo egzila po drugi svetovni vojni, a ni nikoli podvržena samoobjokovanju ali resignaciji, pač pa je svetovljanska in psihološko poglobljena. Tudi Človek na obeh straneh stene ni nikakršen nihilist, pač pa iskalec, ne govori o človeku v vojni, ampak o vojni v človeku in o žrtvovani generaciji. Takšno držo omogoča pisateljeva notranja življenjska moč, v želji iskati in izpovedati resnico, priklicati medsebojno odpuščanje, molitev za preganjavce, doseči nujnost sprave ter tako živeti resnično ljubezen. Človek na obeh straneh stene predstavlja novost v slovenski literaturi, čeravno je v domovini izšel šele 34 let po nastanku. Spremno študijo k novemu izidu romana je prispeval profesor dr. Matevž Kos. No, sama ta zgodba, ki jo pripoveduje Simčičev roman, je vsaj na ravni zunanjega dogajanja zgodba enega izmed številnih političnih beguncev po drugi svetovni vojni. Kot vsaka begunska zgodba ima seveda tudi ta svojo predzgodovino in nekakšen zunanji okvir. Le da roman ni napisan v obliki tradicionalne pripovedi, ki bi se razvijala nekako linearno ali celo predvidljivo. Ta junak romana, natančneje rečeno antijunak, je sicer begunec, vendar je pa to begunstvo predvsem velika prispodoba. Prispodoba za tujstvo, lahko bi rekli, da tudi za iskanje. Za iskanje česa? Za iskanje izgubljene domovine, tako geografske kot duhovne domovine, in poleg tega seveda navsezadnje za iskanje samega sebe na tej ali oni strani stene, če parafraziram
naslov romana. No in ob tako zasnovani podobi sveta ni naključje, da v Simčičevem romanu srečamo kar nekaj elementov moderne proze, recimo tok zavesti, fragmentarizacijo, tudi notranji monolog. Ob tem se ves čas nekako prepletajo različne časovne in geografske ravni in tisto, kar je pa ključno, konec romana je odprt. Namreč ta Simčičev človek na obeh straneh stene, in ta podoba je precej pomenljiva, skratka ta človek se na koncu romana ponovno odpravlja na pot. Lahko bi rekli, da se odpravlja v neznano, da se odpravlja preizkušati samega sebe in da se odpravlja preizkušati svoje odločitve, nekdanje in seveda prihodne. Kot da se ta človek nekako ne more udomačiti ne na tej, ne na oni strani stene, pa tudi ne v nekem preveč znanem jeziku, kot je rečeno v samem romanu. No, k temu bi dodal morda še to, da je ta odprtost begunske in seveda v najsplošnejšem pomenu človeške usode doživela svojevrstno nadaljevanje, tudi svojevrstno poglobljeno refleksijo čez nekaj dolgih desetletij. Zdaj merim seveda na Simčičev roman Poslednji 10 bratje iz leta 2012. Kot da bi pisatelj s tem romanom po različnih preizkušnjah, po različnih peripetijah, tako individualnih kot zgodovinskih, hotel in hkrati tudi moral odgovoriti na vprašanja in dileme, ki pa so ravno problemsko jedro te kompleksne, zagonetne življenjske situacije, ki je popisana v romanu Človek na obeh straneh stene. Konec koncev je že ravno ta človek eden izmed 10 bratov. Med izidom obeh romanov je menilo več kot pol stoletja, obenem sta si te dva romana nenavadno blizu. No in mislim, da tudi to po svoje priča o Simčičevi unikatnosti znotraj slovenske literature in ne nazadnje seveda vse to priča tudi o današnji aktualnosti romana Človek na obeh straneh stene. Ki zdaj romana Človek na obeh straneh stene leta 1999 je spremno študijo napisal dr. Jože Pogačnik in opozoril, citiram: Simčičev Človek na obeh straneh stene je torej tako pomembno kot pomenljivo delo. Na začetku sodobne slovenske pripovedne proze ima vlogo iniciative in njene posrečene uresničitve. Gre za model književnega dela, ki zapira neko preteklost, hkrati pa je z mnogimi pomembnimi spodbudami povezan s prihodnostjo, ki šele vstaja na obzorju. Delo je torej anticipacija prihodnjega razvoja slovenske književnosti, zato je njegov pomen ob nespornem estetskem tudi zgodovinsko prelomen. Roman Človek na obeh straneh stene, ki je bil tako po moji vrnitvi v domovino tiskan prav pri Celjski Mohorjevi, je poleg raznih kritik slovenskih literarnih zgodovinarjev bila dodana obsežna idejno-estetska razčlemba dr. Jožeta Pogačnika, takrat enega najbolj pomembnih naših literarnih zgodovinarjev. Ni nobenega dvoma, da je predvsem s tem svojim esejem ta roman vključil v kanon slovenske književnosti. To čas je tekel, pa me je začelo zanimati, kako bi gledal na roman danes živeči literarni zgodovinar. Že leta 1991 je dr. Matevž Kos objavil svojo oceno. V njej je namignil tudi prav na miselno stanje v naši polpretekli zgodovini. Še posebej podrobno pa se temu romanu posvetil v knjigi Leta nevarnega življenja. V njej je analiziral tudi našo zgodovinsko, politično preteklost, s tem pa zlasti mlajšim bralcem osvetlil marsikatero ozadje, kot on pravi, družbenih in ideoloških antagonizmov iz let 1941-1945.
Njegova spremna beseda je vse kaj več kot zgolj mnenje literarnega zgodovinarja. Zato tudi njemu res iskrena zahvala. Kako se lahko človek lepše pomiri s svojim delom, z ljudmi okrog sebe in življenjem, kot da sprejme to, da je homo viator, kot pravi pisatelj. Ni vsakdo begunec, vsi pa smo samo popotniki skozi življenje. Naj se danes na tem mestu najprej zahvalim, prisrčno zahvalim spoštovani dragi gospe Tanji, urednici knjige, za vso njeno skrb ob izidu te knjige. Hvala za vse njene pripombe, za skrb za opremo in za celotno zamisel. Prav tako bi se rad zahvalil gospe Sari Pačur za oblikovanje in kvalitetno opremo knjige. Še posebej bi se pa rad zahvalil svoji hčerki Ivani, brez pomoči katere ta knjiga ne bi zagledala belega dne. Pa ne mislim samo na ustavljanje popravkov na računalnik, zadeva, ki je absolutno ne obvladam, ampak tudi njenih komentarjev. Tako prisrčne in osebne misli je z nami delil pisatelj akademik Zorko Simčič. Resnično dobro, lepo, ljubezen do naroda, dela in Boga. Ljubezen kot gonilna sila in zadnji odgovor na vsa vprašanja sveta. To pa so premise, ki so zmeraj odzvanjale iz pogovorov s pisateljem Zorkom Simčičem. Pri Celjski Mohorjevi družbi v branje ponujamo njegov roman Človek na obeh stranih stene ter drami Zgodaj dopolnjena mladost in Tako dolgi mesec avgust, in s tem se pridružujemo tudi obeležitvi pisateljevega visokega jubileja. Boli povsod, a naj boli doma. Nadpovedanje Minatijev vers, ki je tako blizu Zorku Simčiču. Z besedami človeka na obeh stranih stene pa naj ponovim: doma, to je tam, kjer so ljudje, ki mislijo in čutijo kakor jaz. Spoštovanemu akademiku Zorku Simčiču z najlepšimi željami izrekam iskrene čestitke ob osebnem jubileju, z globokim poklonom njegovi misli in njegovemu delu. Zakaj ni mogel, kakor novi znanci, s katerimi ga je vezal novi jezik pri delu, preživljati dolgočasnih nedeljskih popoldnevov ob branju časopisov, gledati za vsako novico samo dogodek in ne tistega neznanega za njim, vsega tistega, kar je dogodek povzročilo nekje v davnini in vse tisto, kar bo zaradi njega nekoč moralo priti? Zakaj ga ni utešilo, kadar je opazoval dogodek na cesti ali pa mrtvo stoječnost predmetov v svoji sobi? Zakaj je vedno hotel stopiti za stvari, kakor bi stopil na drugo stran stene, kjer se je še nekaj moralo skrivati? Pekel se mora ločiti od nebes v tem, da v njem vsakdo najde prav tistega človeka, ki ga je ljubil, in sicer ljubil s tako gotovostjo, da se ji da primerjati samo še sila negotovosti, občutene do istega bitja, in kjer predstavlja vsaka, tudi le hipna jasnost, le še širšo podlago za globlji, dotlej neznan dvom. Tujini dve, domovine pa nobene. Kakor da bi kdo sploh mogel prenehati biti begunec. Vsakdo med nami ostane vedno, hoče reči, tudi če se vrne, samo da je bil prej med tujci, kasneje je med lastnimi ljudmi.